Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v še eni študentski oddaji v svetu odraslih. Tokrat gostimo prav posebno gostjo. Maja Žibert je prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru in tudi novopečena vinska kraljica v letu 2017. Maja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Torej, najprej ti iskreno in lepo čestitam za tvoj osvojen naziv. Hvala lepa. Če te vprašam, od kje in kod sploh izvira tvoja ljubezen do vinogradništva, do vina, do udejstvovanja v tem? Ja, prihajam iz Šentruperta na Dolenjskem in to so vinorodna območja. In pri nas doma smo vinogradniki, sicer mali vinogradniki, imamo vinograd s približno 600 trsi. Pri mojih starih starših, pri mojemu dedu imajo doma 2000 trsov približno in nekako se mi zdi, da mi je bilo to položeno v zibko in sem že od nekdaj vpeta v delo doma v vinogradu. Drugače sem prebrala, da si bila izbrana že okoli Martinovega za vinsko kraljico, vendar tega nisi smela izdati, kaj ne? Tako je, drži. Kako je bilo s tem zadrževanjem skrivnosti? Je bilo težko? Prvo je bilo to, da jaz sploh doma nisem povedala mojima staršema, da bom jaz kandidirala in sem to zadržala pred njima. Povedala sem bratu pa sestri, da sem se prijavila na ta izbor in sem počakala na rezultate. Potem pa sem poklicala domov svojemu najbližjemu pa ožjemu krogu prijateljev pa družini. Seveda sem lahko to sporočila, vendar je bilo pomembno, da ta skrivnost ostane pred mediji skrita. Tako da so bili najprej doma ful presenečeni, oče pa mama, ampak seveda tudi vesela, ampak ni bilo tako težko zadržati skrivnosti. Kaj pa sploh pomeni naziv vinske kraljice? Kakšno delo boš opravljala kot vinska kraljica? Vinska kraljica Slovenije, lahko ji rečemo ambasadorka ali pa promotorka kar z veliko začetnico. To pomeni promocija tako slovenskega, tako vinogradništva, vinarstva, sploh pa iz področja Slovenije, potem vseh slovenskih vin, pridelave, predelave vina, potem uvoza, izvoza slovenskega vina, malega vinogradnika, velikih vinogradnikov, promocija Slovenije, turizma, nenazadnje tudi gospodarstva, pa ne samo znotraj meja naše države, ampak seveda tudi čez. Odlično. Nam zaupaš, katero pa je tvoje najljubše vino? Ja, sicer nisem tako zelo izbirčna, rada imam zelo dobra vina. Če pa se moram odločiti, bom seveda rekla kraljičino vino, to je letos Modra Frankinja, letnik 2015 premium iz vinske kleti Krško in tudi sama rada spijem kozarček Modre Frankinje. Super. Drugače pa si tudi študentka na Fakulteti za turizem v Brežicah, pa tudi prorektorica za študentska vprašanja na Univerzi v Mariboru. Kako bo sedaj, ko imaš še dodatno delo, usklajevala vse te obveznosti skupaj? Mislim, da ne bo tako zelo težko. Največ dela za vinsko kraljico Slovenije bom imela za vikende, pa jaz temu tudi ne rečem delo. To bom jaz si vzela za moj prosti čas, za to, kar rada počnem. Zato sem se tudi prijavila na ta izbor, drugače se ne bi. Študijske obveznosti, letos sem v drugem letniku magistrskega študija, to pomeni, da je večino izpitov za mano. Me čaka še magistrska naloga, katero si želim, da jo v tem študijskem letu napišem in potem tudi zagovarjam. Delo prorektorice za študentska vprašanja, pa tudi nočem, nikakor ne želim, da bi to se kakorkoli postavilo na kakšen drugi tir, je še vedno to prioriteta zraven študija in tega in ekipa študentov, nisem sama seveda in vseh strokovnih delavcev, ki so zraven, so fajna in bomo nadaljevali na tak način, kot smo to sedaj počenjali. Pa še nam zaupaš, kaj počneš v prostem času? S čim vse se še ukvarjaš? Ja, jaz sem športnica po duši in telesu. Pojem v vokalni skupini Lilit, za vikende imamo vaje, potem punce hodimo na nastope, pojemo dosti na porokah, na drugih prireditvah dobrodelnih. Sem tudi prostovoljka, bila sem že na večjih mednarodnih prostovoljskih izkušnjah, bila sem 2-krat v Južni Ameriki, pa 2-krat v Afriki, to je med poletnimi počitnicami, v sirotišnicah, z otroci na ulici. To so moje prostočasne dejavnosti.
Torej, res pestro in raznoliko. Pa še za zaključek, kaj bi svetovala vsem nam študentom kot prorektorica za študentska vprašanja, kako naj se dobro pripravimo na izpite? Imaš mogoče kakšen koristen nasvet za nas? Vsej študenti vemo, da je za študenta študij v tem času prioriteta in prepričana sem, da s sprotnim delom, ki ga je bilo treba napraviti, se pravi ne v času izpitnega obdobja, zdaj naredimo samo še tisti finiš pred koncem, predno se prijavimo na izpit oziroma začnemo opravljati izpite, da smo takrat zbrani, ko študiramo, da damo telefon rajši 1 meter stran, pa izključimo za tisti trenutek internet, ko se učimo, da ne gremo takoj na Facebook gledati, kaj so nove objave od naših prijateljev in drugih reklamnih oglasov, ki vemo, da jih je veliko, pa da smo takrat zbrani in študiramo. Odlično, superca. Maja, najlepša hvala za tvoj čas, za pogovor, za deljenje misli in želim ti ogromno oziroma veliko srčnosti, uspehov pri uresničevanju tvojega poslanstva. Najlepša hvala. Z vinsko kraljico in prorektorico Univerze v Mariboru smo nazdravili njeni uspešni poti, sedaj pa nadaljujemo že z drugim našim gostom. Tokrat smo povabili v naš studio profesorja iz medicinske fakultete. Andraž Stožer, lepo pozdravljeni. Živijo. Najprej, če vas smem vprašati, kako se vi sami spominjate svojih študentskih let? Pravzaprav zelo živo. Ko sem malo razmišljal o tem najinem pogovoru, sem na hitro poračunal, da bo prihodnje leto že 10 let, odkar sem nehal študirati na dodiplomski ravni. Tako da že tudi malo z nostalgijo, z neke časovne distance, vendar so ti spomini še zelo živi, kar kaže verjetno na to, da so to bili zelo lepi časi. Ne samo polni novih spoznanj v smislu študija, ampak tudi druženja z kolegi, tkanja nekih prijateljstev, sobivanja z najboljšim prijateljem, ki je tudi študiral v Ljubljani, in tudi številnih aktivnosti na športnem nivoju. Predvsem pa sem tekom študija, tudi med počitnicami, veliko delal. Prva 3 leta v laboratoriju v UKC v Maribor, na področju genetike, potem sem pa druga 3 leta delal tudi v Ljubljani na medicinski fakulteti kot demonstrator za patologijo in potem v zadnjih 2 letih sem tudi čez poletne počitnice odšel v avstrijski bolnišnici v Gradcu in na Dunaju in tam tudi spoznaval delo v tem okolju. Tako da je bilo zelo veliko različnih spominov. Pa ste si drugače vedno želeli študirati medicino? Ne, sploh ne. Kot otrok sem se največ igral s kockami Lego in nekako logično je, da sem takrat bil prepričan, da bom gradbeni inženir ali arhitekt ali nekaj v tem smislu, skratka nek konstruktor. Potem v osnovni šoli proti koncu, ko smo se takrat v mojih časih šele v 7. in 8. razredu srečali s kemijo in fiziko, sem bil prepričan, da bom kemik. No, potem tekom gimnazije se je zadeva malo bolj obrnila v prid fizike, ki je bila moj tako rekoč najljubši predmet, še posebno po enem velikem fizikalnem tekmovanju, ki sem se ga udeležil na koncu gimnazije in sem kar nekaj časa pravzaprav okleval, ali fizika ali pa morebiti medicina. Vendar mislim, da je prevladalo to, da sem že takrat slutil, da bi nekega dne rad postal znanstvenik na nekem področju, ki kombinira kot polje svojih raziskav človeka v kombinaciji z nekimi genetskimi, biološkimi in tudi fizikalnimi metodami. In zato sem se v končni fazi odločil za medicino, kar je bila mogoče malo nelogična ali pa včasih nesmiselna odločitev ali pa kontraproduktivna v smislu tega, da sem študiral dlje kot moji kolegi, da sem zaradi tega kasneje začel hoditi v službo in služiti svoj denar. Vendar sem pač imel to srečo družinskega zaledja in sem si to nekako lahko privoščil, skratka študirati medicino, pri čemer sem z enim očesom že razmišljal ali pa gledal proti temu, da najbrž ne bom lečeči zdravnik po poklicu. Tako da ne, odgovor je ne, nikakor nisem ves čas vedel, da bom zdravnik. Ampak ste sedaj zadovoljni s svojo odločitvijo? Ja, mislim, da v retrospektivi ljudje vedno precej neobjektivno gledamo na odločitve, vse se zdi tako logično, vzročno, posledično,
Verjamem, da tudi če bi šel študirati kaj drugega, bi v končni fazi našel neko pot, ker pač sem tak človek, ki išče rešitve. Vendar, kakorkoli, če skušam biti čim bolj objektiven, ja, v bistvu sem na sanjskem delovnem mestu z neko zelo dobro podlago znanja, predvsem pa z krogom ljudi, ki me obdajajo in ki mi na znanstvenem, strokovnem in upravljalskem področju pomagajo z nasveti in z tudi konkretno operativno pomočjo, tako da sem zelo zadovoljen. Sedaj imamo študentje izpitno obdobje. Vaša povprečna ocena na vašem študiju pa je bila kar 9,93. Kako ste se vi takrat pripravljali na vaše izpite, oziroma ste se veliko učili oziroma študirali? Ste imeli sploh kaj prostega časa še za ostale stvari pri takšnem povprečju? Ja, študiral sem pravzaprav zelo veliko. Tudi nas je sistem študijski, kot je bil zastavljen, v to tako rekoč silil. In ker sem take sorte, da z odprto glavo hodim na vaje, seminarje in predavanja, sem, tako bi rekel, polovico do 3/4 znanja odnesel od tam. Vendar so te vaje in ostale obveznosti trajale preko celega dneva. Potem sem nekje v 3. letniku začel predavanja v veliki meri spuščati, zato da sem doma posvečal še več časa, bi rekel, tistim temam, ki so me najbolj zanimale in ki mi tudi danes največ koristijo. Tako da odgovor je vsekakor da, zelo veliko sem študiral in tudi bil vključen v študijski proces, vendar to nikakor ni bilo, bi rekel, zelo stresno ali obremenjujoče. Objektivno gledano je obremenitev z urami ali pa danes bi temu rekli ECTS-i bila zelo velika, vendar sem vseeno, nekako se mi zdi potem po 3. letniku z nekim upravljanjem svojega časa sam obvladoval to, koliko se bom učil ali študiral in kdaj, tako da mi nikoli ni bilo težko tudi po 12 ali kdaj 15 ur sedeti za knjigami. Kaj pa bi mogoče svetovali oziroma priporočali študentom iz vaše fakultete, pa tudi ostalim pri pripravljanju na izpite? Kakšen koristen nasvet imate za njih? Jaz mislim, da univerzalnega recepta za uspešni študij ni. Mislim, da mora vsak človek spoznavati samega sebe in skozi ta proces ugotoviti, kaj komu najbolj leži. Tako da bi mogoče dal samo enih par zelo splošnih nasvetov, ki najbrž veljajo za vse. In prvi bi zagotovo bil, da se lotijo priprave na nek izpit že pravzaprav s prvim dnem ali že celo nekoliko pred začetkom predavanj iz tistega predmeta in da potem sproti delajo. Druga stvar bi bila, da ko se res približuje sam izpit, da si vzamejo dovolj časa in da materijo naštudirajo. To se pravi, mislim, da na študiju medicine, niti v Mariboru, niti v Ljubljani, ni nobenega izpita, ki bi se ga dalo narediti s pripravo dolgo, samo nekaj dni. Torej vsaj teden ali dva za najmanjše izpite in mesec ali boljše 2 za največje izpite. In da naj si potem v bistvu to materijo na nek smiseln način razdelijo. Predvsem pa, in to bi bil zadnji nasvet, da študij, torej to sedenje za knjigami, ves čas kombinirajo, vsak dan sproti, tudi s prostim časom. Da v ta proces študiranja vključujejo športne aktivnosti, socialne aktivnosti, druženje z partnerjem, s prijatelji, odhode v kino, izlete, skratka, da obstaja balans, da ne gledajo na življenje kot, zdaj naredim še ta izpit, potem pa grem na počitnice, ampak da so ves čas počitnice in ves čas tudi delo. Torej ravnotežje. Drugače pa ste tudi predstojnik Inštituta za fiziologijo. Kako ste zadovoljni s samim delovanjem? Zelo sem zadovoljen z delovanjem tega inštituta. Razlogov je zagotovo več. Prvi bi bil čist nekako ta materialni podstat. Imamo odlične pogoje za delo, odlične prostore, odlično opremo. Predvsem pa je pomembno to, da imam okrog sebe ljudi, ki so mladi, ki so motivirani, odkriti, odprti, pripravljeni na izzive, ki jih prinaša raziskovalno delo, pedagoško delo, upravljalske obremenitve, ko se vključujemo v delo na fakulteti. In to dvoje že samo po sebi je tisti predpogoj za to, da lahko dobro delamo, seveda se dobro razumemo, smo odkriti eden do drugega. In tudi vodstvo fakultete
nam zdaj vsa ta leta stoji ob strani. Predvsem pa se mi zdi, da smo imeli kar tudi precej dobre zglede v preteklosti, da so torej ljudje, ki so bili nekoč na vodilnih položajih, pravzaprav bili odprtih glav in nam niso nastavljali polen pod noge, tako da smo se lahko na dober način razvijali. Pa če samo še čisto na kratko oziroma na hitro povemo, na kateri svoj dosežek ali pa priznanje bi lahko vi sami rekli, da ste najbolj ponosni? Težko bi izpostavil en sam dosežek. Torej, v obdobju, recimo, če malo kronološko na hitro to pregledava, sem zagotovo v osnovni šoli njegov ponosen na tista zlata priznanja iz kemije, materinega in tujih jezikov, ki sem jih osvojil. Potem v gimnazijskem obdobju sem zagotovo ponosen na to, da sem se udeležil fizikalne olimpijade, ki predstavlja neke vrste olimpijske igre z področja znanja fizike, in da sem imel na maturi vse točke in prejel zlati ključ kot, rečemo temu, eden od najboljših maturantov druge gimnazije v Mariboru. V času študija sem ponosen na Plečnikovo in Oražnovo priznanje. Prvo se podeljuje za odlične študijske dosežke pri temeljnih predkliničnih predmetih, to se pravi pri patologiji, histologiji in anatomiji. In drugo je priznanje, ki se podeljuje najboljšemu diplomantu medicinske fakultete. V času po končanem dodiplomskem študiju pa sem zagotovo ponosen na priznanje Federacije evropskih fizioloških združenj na enem od kongresov, kjer sem za, to bi rekel, jedro, ki predstavlja moje doktorsko delo, prejel nagrado za najboljši poster, in da sem potem že kot mlad učitelj, recimo temu tako, prejel nagrado Zore Anžekovič, ki jo na nek način izberejo študentje za tistega, ki je po njihovem mnenju najboljši učitelj na medicinski fakulteti. In na priznanje na zadnje, za katerega sem pravzaprav bil zelo presenečen, da sem ga prejel. To je bilo priznanje medicinske fakultete za posebne zasluge, in to so utemeljili takrat zato, da sem tvorno prispeval k uveljavljanju mlade medicinske fakultete. In zmes je bilo še veliko manjših, morebiti, ali pa celo kakšno priznanje, ki sem ga zdaj spustil, pa vendar niso tako pomembna. So mogoče samo nek kazalnik, da delamo prav ali pa da delam prav, in ta trud in to delo mislim, da je tisto bistveno. Res odlično. Mislim, da ste lahko marsikateremu študentu res pravi zgled. Hvala za vaš čas, za pogovor in vse lepo in uspešno tudi v prihodnje. Hvala za povabilo in do prihodnjič. Ali veste, da imamo v Sloveniji junake zaposlovanja? Kdo so in kaj počnejo, nam bo v naslednjih minutah zaupala Teja Meško, ena izmed junakinj, ki sodeluje pri organiziranju dogodka v Mariboru. Teja, lepo pozdravljena. Zdrav. Torej, najprej nam zaupaj, kdo so sploh junaki zaposlovanja? Junaki zaposlovanja smo v bistvu mlade osebe, ki organiziramo dogodke po celi Sloveniji. In v tem tednu nas čaka dogodek v Mariboru, zato smo se zbrali v bistvu 5 mladih v okviru projekta in bomo pripravili dogodek. Kaj pa bo predstavljeno na tem dogodku? Predstavili bomo ukrepe jamstva za mlade, v bistvu kaj sploh jamstvo za mlade je. Sledila bo pa tudi okrogla miza na to temo, kjer bodo pač gostje govorili o tem, kako je s tem v praksi. Zatem pa še organizirana delavnica za dostojno delo, ki ga organizira Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, kjer bomo pa izvedeli več o tem, kakšne so oblike dela in katere pravice nam ob tem pripadajo. Kaj pa po tvojem mnenju najbolj junaškega pri zaposlovanju? V bistvu pri iskanju zaposlitve za mlade je najbolj junaško to, da ne odnehamo in da ostanemo pozitivni, tudi ko dobiš že ne vem katero pošto po vrsti, da te obvešča, da nisi bil izbran na določeno delovno mesto in da pač nekako pozitivno gledaš v prihodnost. Torej, dogodek bo 2. februarja v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor, kaj ne? Sam dogodek pa se imenuje Ni statusa, je panika. Zakaj takšen naslov? V bistvu v Sloveniji je ogromno mladih s terciarno izobrazbo in nekako se vsi zanašamo na status, dokler je status, če delamo preko študenta, potem ko pa enkrat statusa ni, pa zna biti panika. Ravno zaradi tega. Res odličen naslov. Povej mi še, zakaj bi pa priporočala vsem mladim oziroma tistih, ki jih zanima, da se udeležijo tega dogodka?
V bistvu namen dogodka kot celotnega projekta Enaki zaposlovanja, ki ga pač izvaja ta mladinska mreža Mama in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je to, da se mlade ozavešča o ukrepih jamstva za mlade, katerim so namenjeni, ampak v praksi je pa tako, da marsikateri mladi ne pozna tega in prav namen je, da pač dobijo prave informacije, da vejo potem kako naprej pri iskanju zaposlitve. Kako pa drugače ti sama gledaš na prihodnost glede zaposlovanja? Misliš, da se bo stanje izboljšalo? V bistvu po statistikah se stanje naj bi že izboljševalo, kar pa mene skrbi je to, da za pač temi procenti, koliko več mladih je zaposlenih v primerjavi s prejšnjimi leti, se mi je postavilo vprašanje, za koliko časa so ti mladi zaposleni, kakšne so te zaposlitve, ker vedno več je pač govora o prekarnem delu in prav mladi smo tisti, ki smo najbolj izpostavljeni tem oblikam. Tako da se mi zdaj treba bolj delati na tem, da bomo mladi dolgoročno zaposleni, ne samo za 3 mesece, ne samo za 1 mesec, ne samo prek SP-ja, ampak neke bolj dolgoročne rešitve. Torej, če še enkrat povabimo vse na ta dogodek, torej 2. februar, kaj ne? Kje? V Mladinskem kulturnem centru Maribor v Pekarni začnemo ob 15. uri. V prvem delu bomo na kratko predstavili ukrepe, potem bo sledila okrogla miza nekje do 17. ure, potem bo ena polurna pavza, potem pa še sledi ta delavnica za dostojno delo. Drugače pa so tudi prijave do tega ponedeljka, kaj ne? Torej, tisti, ki si še želijo, lahko preverijo na spletni strani, kaj ne? Na Facebooku imamo ustvarjen dogodek, Ni statusa, je panika. Tam nas naj poiščajo in je tudi potem povezava do prijave na dogodek. Super. Hvala te za vse informacije, ki si jih delila z nami in upamo, da bo dogodek uspešen in da se bodo tudi tukaj premikala meje. Hvala. Naš zadnji gost te oddaje pa je mlad ustvarjalen glasbenik Blaž Vidovič, ki se z glasbo ukvarja že od mladih nog. Blaž, lepo pozdravljen. Dobro. Torej, najprej za začetek te bom vprašala, kako bi se sam opisal s 5 besedami? Lep, postaven, prijazen, iskren, še ena mi manjka, len včasih malo. Ja, ok, lepo, da priznaš. To ne vsakdo, da prizna tudi svoje slabe lastnosti, kaj ne? Ja, jaz jih. No, zelo lepo in pohvalno. Pa če se potem obrnemo k tvojemu glasbenemu ustvarjanju. Kdaj si prvič začutil, da se želiš resneje ukvarjati z glasbo in s petjem? Ja, zdaj začel sem peti že v vrtcu v bistvu, ampak to je bilo čisto tako malo za hobi. Kasneje sem se potem začel učiti tudi peti v osnovni šoli. Zdaj resno pa v bistvu po nastopu na Talentih. Takrat si točno začutil, ja, to želim početi, želim si stati na odru, želim ustvarjati. Ja, od takrat naprej sem se odločil, da bi rad se profesionalno s tem ukvarjal. Ja. Na kateri svoj nastop ali pa mogoče svojo pesem si pa do sedaj najbolj ponosen oziroma ti veliko pomeni? Ja, nastop definitivno ta na Talentih. To je bila zelo zanimiv projekt. Potem zgodi se, da vsako leto ali pa na vsake par let nastopam z ptujskim Big Bandom, tako da to je vedno fajn imeti cel kup odličnih glasbenikov za sabo. Drugače pa, kar se tiče pesmi, pa na to zadnjo, ki sem jo v bistvu izdal, še ne vem kdaj, 2 tedna, 3 tedna nazaj, nekje tu, pred kratkim. Kako se imenuje? Ta trenutek. Ja, in o čem govori? Ta trenutek govori v bistvu o ljubezni, neizčrpna tema. In v bistvu govori o tem, kako je treba vsak trenutek v življenju, še posebej za osebo, ki jo imaš najraje, ceniti. Odlično. Drugače si izpostavil torej, da ti je ravno nastop na Talentih spremenil življenje, oziroma takrat si se začel resne ukvarjati s tem. Pa bi ponovil to izkušnjo, oziroma če bi imel še enkrat možnost se udeležiti tega, bi se še ponovno? Ja, če bi vedel, da je možnost priti tako daleč, če bi vedel, da bi še enkrat bil tako uspešen, verjetno bi šel, ja. Ampak ja, odlična izkušnja, odlična odskočna deska je, tako da v bistvu, ja, priporočam. Super. Si pa pred kratkim sodeloval z priljubljeno skupino Modrijani. Kakšna je bila tvoja zadolžitev tam, oziroma pri nastanku njihovega videospota, kaj ne? Ja, naredili so priredbo na skladbo Rock Me
ki je drugače v originalu skladba z leta 97. In so se odločili, da bodo tokrat posneli videospot in vse, kar se dogaja tudi v ozadju. Torej, najeli so v bistvu dve snemalni ekipi. Prva snemalna ekipa, katere režiser je bil Perica Raj, je delala na videospotu, druga ekipa, katere režiser in snemalec sem bil pa jaz in tudi montažer. Potem mi smo pa bili zadolženi za to, da smo posneli vse, kar se v ozadju dogaja in kasneje še potem, da smo naredili promocijske videe za videospot. In kako je potekalo samo delo? Je bilo naporno? Naporno je bilo kar fejst, ja. Bili smo zadolženi, mislim, fajn je, če ujameš tiste ta prave trenutke, no. To so taki 2-3 sekundni, so to kaki lepi nasmehi ali ne vem, tudi vedno je fajn, ko nekoga v maski dobiš, ko je vedno lepo tak nastavljen. V glavnem ja, za take neke lepe, posebne kadre, ki jih drugače gledalec seveda ne bi opazil, ne. Torej si zelo vsestranski, torej znaš tudi poprijeti za kamero in se potem za samo montažo. Ja, v bistvu sem moral, ja. Gre se za to, da svet profesionalnih glasbenikov gre toliko hitreje in oni so en spot v bistvu posneli v parih urah, ne. Tako da, ja. Drugače si pa tudi študent, kaj ne? Na kateri smeri? Bil sem študent na akademiji v Mariboru, to je bila višja strokovna šola, smer medijska produkcija, videoprodukcija. Zdaj pa sem študent na IAM, Inštitut in Akademija za multimedije v Ljubljani, ista smer. Torej medijska produkcija, videoprodukcija. Ja, torej je to tale stvar, ki te zares zelo zanima oziroma si želiš temu posvečati še več časa? Ja. Kakšne pa imaš cilje, načrte za leto 2017? Ja, sem učitelj petja, med drugim tako, da se bom poskušal čim več izobraževati na tem področju. Drugače pa imam pa en cilj pri glasbeni poti, to pa je, da bi posnel rock EP ali rock album. V glavnem, malo bi se v rock vode spustil in bi poskušal tu ustvarjati. Ja, že kaj delaš na tem? Ja, v bistvu skladb je že veliko pripravljenih, nekaj jih je že v predalu, ne, še pred 5-6 let. Ampak nikoli niso bile čist prav posnete, samo kot demo verzije, tako da ja, zdaj bi bil čas, da grem v studio. Nam lahko zaupaš, kje bi te lahko v prihajajočih mesecih videli? Imaš mogoče že načrtovane kakšne nastope, kakšne posebne predstavitve? V bistvu ne. Nastopov trenutno nimam kaj veliko, imam band tudi drugače, ampak bomo nekje čez 2-3 mesece pripravljeni, tako da bomo lahko nastopali. Tako da nekje v naših krajih, mogoče ja, Ptuj, mogoče tudi Maribor. Drugače pa se zdaj večini posvečam študiju in delu, učenju petja in videoprodukciji. Superce, odlično. Hvala Blaž za tvoj čas, za tvoj pogovor in želim ti veliko uspehov, sreče in lepih trenutkov na tvoji nadaljnji poti. Najlepša hvala. Takole, tole pa je bila še ena študentska oddaja v svetu odraslih. Študentke, študentje, upam, da ste se vsaj za nekaj minut odklopili od študijskega učenja in da boste sedaj še bolj zavzeto poprijeli za vse študijske izzive. Srečno!